Pozdravljeni v novem športnem pogledu na spletni strani Delo.si, tokrat spet košarkarskem pogledu, seveda pri nas poteka Evropsko prvenstvo v košarki, z menoj pa je Gorazd Nejedli. Pozdravljen. Pozdravljen. Gorazd, znašla sva se v podobnem položaju kot teden dni nazaj, ko je tukaj sedel Edo. Torej, naši košarkarji so svoj cilj dosegli, zdaj so se iz drugega dela prebili v četrtfinale, pa spet nekako grdo izgubili zadnjo tekmo tega prejšnjega dela. V prvem delu je bila to Poljska, zdaj Finska, v tekmi, ki ni nič odločala. Nekako komentarji so različni, da si tega ne bi smeli pred domačimi navijači privoščiti. Drugi pa pač, da je treba gledati le na končni cilj, to je kolajna, in v tej funkciji pač ta tekma ni nič pomenila. Kaj ti praviš? Ja, predvsem z drugo trditvijo. To so pač tekme, ki koristijo k pripravam za ključne dvoboje. Sigurno je dvoboj s Francijo tisti, ki je zanimal naš strokovni štab. Igralcem je pa pač eni so bili sproščeni, drugi so upali, da bojo lahko izkoristili to svojo priložnost, pa jo niso, ampak mislim, da ni nobena tragedija. Kvečem lahko še dodatno motivira sile za jutri. Kaj pa mogoče vseeno kakšen razlog za skrb? Mogoče pretirana odvisnost od Gorana Dragića, ki je včeraj presedel večji del tekme, pa je bila Slovenija nerazpoznavna, saj glede na prejšnje predstave. Ne bi imel tega občutka, da je Dragić glavni. Problem je, da drugi imajo premalo znanja. Dragićeva širina je velika, ampak drugi so pa ozki, če temu rečem. Drži jih publika. Ko ti igraš na 120%, je čist nekaj drugega, kakor če igraš z znanjem, pa brez strahovite motivacije. In zdaj, če naši ne igrajo 120%, nimajo šans. No, verjeti je, da jutri bodo, velik tekmec, velika priložnost pred domačimi navijači si priigrati polfinale. Na drugi strani pa Francija s Tonyjem Parkerjem, ki na tem prvenstvu po resnici povedano ni kaj dosti prikazala, lahko preklopi na povsem drugačno igro v tej ključni tekmi prvenstva. Ja, se je favorit še noben ni nič pokazal prav velikega. Francozi bojo jutri razkrili vse, ali so se ušteli, ali niso v formi, ali pa tudi niso take kvalitete, kot mi mislimo, da so. Vse bo jutri znano. Jaz sam sem jih gledal v tivolskem delu tekmovanja in nisem imel občutka, da bi se kaj preveč naprezali. Da so točno načrtovali in točno vedeli, kaj je pred njimi. In so tudi temu narekovali formo, igro. In moram priznati, da nimam kakšen dober občutek. Delujejo fizično strahovito, močno, da tako potentne ekipe že dolgo časa nisem videl. Hkrati pa eno tekmo morajo odigrati. In zdaj bojim se, da jo bojo glih pred nam. To, da naredijo ravno toliko, koliko je treba, je bilo videti že mogoče na tej zadnji pripravljalni tekmi Slovenija v Stožicah 31. avgusta. Francozi so zmagali 70-65. Mislim, da so naši vodili skoraj celo tekmo, na koncu pa so dodali plin Francozi s Parkerjem na čelu in zlahka zmagali. Da smo razkrbeti zaradi tega. Ne, to ne. To so pripravljalne tekme. Malković je izkušen trener, on točen ve, kaj lahko v takšni tekmi vidi, ponudi. Mislim, da ta tekma ne bo ničemer vplivala na tole četrtfinalno. Bo pa odločilno bo, koliko bo razpoloženih igralcev zunaj prve peterke. In tukaj je pa Slovenija, se mi zdi malo prikrajšana. Kako pa se lotiti Francozov? Zdaj smo igrali predvsem agresivno v obrambi, hitro proti napad. Francija je hitrejša, višja, močnejša. Bo treba ubrati kakšno drugo pot ali se spustiti v dirko recimo s Francozi? Ja, jaz mislim, da mi bomo šestimi igrali, to je dejstvo. Navijači so naš šesti igralci. Mislim pa, da je edina pot do presenečenja boljša realizacija. Več pik bo treba dati z boljšim odstotkom. Sam to. Drugega ne vidim. Če bo to oboji do zdaj niso sloveli s kakšnim natančnim metom, lahko da tudi jutri ne bo, ampak že spet moraš imeti boljšega. Predvsem napad,
čeprav vsi poudarjajo obramba, ne, tukaj ne bo obramba štela, ne, lahko bo to 50-50, ampak treba bo zadeti v tako čvrstih obrambah, kolikor jih lahko obe ekipi ponudita. Kaj pa veliki, recimo, osebni dvoboj iz lige NBA, torej Tony Parker, Goran Dragić, misliš, da bosta tudi drug na drugega pazila v obrambi ali bosta trenerja pripravila kakšno drugačno različico, da bosta pri močeh, ko bo treba v napadu potegniti in doseči odločilne točke? Ne, drugega ne boste pokrivali. To je izguba časa in moči. Oba dva sta pa praktično edina v moštvu. Parker je tako rekoč edin playmaker pri Francozih, Goran pa pri nas. Tako da ne vidim razlogov, zakaj bi se en drug utrujali v branjenju. Se bosta pa pri doseganju točk. Tukaj se zdi, da je, vsaj ko gre za ključne tekme, v prednosti Parker, za seboj ima nešteto velikih tekem. Naš Gogi se še nekako uspenja in privaja na to vlogo. Predvsem bi mislil, da ima Parker izkušnje. On je raznovrstnejši v igri, kako bi rekel, v parketu. Oba dva sta igralca, ki rada noter hota. Ko prebijata prvo linijo, se rada zabijata pod koš. S tem, da Parker ima kle strahovite izkušnje iz malo močnejših tekem, čeprav oba dva iz NBA prihajata, ampak to ni primerljivo. Ne. In predvsem Gogi bo se zaletavil v orjake od 2.10 do 2.15, pri Parker pa razen pri Begiću se je ustavil prna zgodba, ne, z višino. Ne. Že Vidmar sicer je orjak, ne, ampak Vidmar ponavadi nima zelo nerodno ukrepa in veliko prekrškov dela. In tukaj je pa Parker, kako bi rekel, je guljast, ker gre med igralci in najde zmer pot do koša ali asistence. Seveda, če bo v pravi formi, tako kot Francozi, če potegneva črto pod vse, kakšne možnosti daješ našim? 45%. Tudi to je nekaj. Kaj pa drugi pari četrtfinala? Srbija, Španija, Hrvaška, Ukrajina, Litva, Italija. Kdo bo šel skozi? Vsi so neugodni po tem, kar se je do zdaj videli. Všeč so mi Hrvati. Srbi ne veš mladost, kako bo to delovalo, ko bo treba. Hkrati so sproščeni, igrivi so bili zmer, po drugi strani pa disciplina je pa tudi pomembna v takšnih tekmah. Litva je kakršna je zmer, nikoli ne veš, lahko bo zalaufala mašina strelska, lahko pa nojo zadel enostavnih metov. Odprto je vse. No. Mislim, da vendarle najbližje polfinalu so Hrvati. Ne. Zdaj, če Ukrajinci nimajo še kaj odzad, ne vidim logike, kako bi lahko parirali Hrvatom, ki so v naletu. Talent pa imajo. Talent, moram priznati, da ima cela ekipa zelo veliko talenta. Problem je, da v ključnih trenutkih se jim krajša roka. Samo en Bogdanović bo premalo. Če se za trenutek vrnemo še k Sloveniji, pa bodiva optimistična, če pridemo mimo Francije, pridemo na zmagovalca v paru Srbija-Španija. Kdo bi nam tu bolj ustrezal, kaj lahko sploh, recimo v najboljšem primeru predvajam doseže Slovenija na tem prvenstvu? Jo, če gremo čez Francoze, gremo pa lahko tudi do konca. S tem, da bi rajš videl Srbe v polfinalu kot Špance. Mislim, da Srbi nimajo šans pred nami, ker je že čisto samo zaradi Dragića. Že 2.9 pod Zdovčevo taktirko je bilo vidno, da če bi takrat Dragića imeli v polfinalu, ne bi imeli šans Srbi. Ne. Zdaj pa, če se srečamo z njimi v polfinalu, pa sploh nimajo šans, ne. Ker je pa Dragić toliko ustreza jim, no skratka, ustreza. In mislim, da bi z Srbijo kar lahko upravili. Španci je pa druga tekma, že bi bila z njimi in mislim, da so se naučili nekaj iz prve tekme. No, že dobro poznajo, pa seveda izkušeni so. Prvenstvo je še povsem odprto, torej 8 reprezentanc z možnostmi še za kolajne. Kako si sicer doživljal do zdaj prvenstvo? Videl si, kaj se dogaja v Tivoliju, v Stožicah? Ja, zanimivo, bi rekel, nekaj tazga Slovenija rabila, ne? Da skočimo malo ven iz te, kako bi rekel, luknje slovenske. Ne? To je del sveta rataš in to Slovencem v tem trenutku manjka. Ne? In košarka kot globalni šport
je pripomogla k temu, da smo dobili malo samozavesti, da smo se malo umaknili od vsakodnevnih problemov in tudi zaradi športnega spektakla. Ne. Se bojim, da ne vem, kdaj bomo spet imeli šanso videti kaj tazga in kolikor je bilo polemik pred prvenstvom, kako bomo finančno to zmogli, kako bomo to, kako bo ono. Jaz mislim, da je to vrhunska zgodba za Slovenijo in ne bi imel nič proti, če bi, ne vem, čez 5-6 let kandidirali za organizacijo svetovnega prvenstva, ampak tu rabimo še kakšno dvorano, še raje bi pa videl, da se za Final Four čim prej odločimo za organizacijo. Ja, Euroligo seveda, ne. Pa kakšno ekipo je treba imeti tudi noter, ne? Dobar, to bo prišlo reči, upajmo, ne, kolikor imamo optimiste v mestu Ljubljana, naj bi imeli, ne, tudi to možnost. Torej, Evropsko prvenstvo košarke je vsekakor vrhunski dogodek, v ponedeljek se vračamo, lahko rečemo vsi vsak dan, upajmo, da slovensko kolajno na Evropskem košarkarskem prvenstvu.